Spoštovani gledalci, spet lepo pozdravljeni v oddaji Dober dan, dobri ljudje. Danes pa pred Božičem gostimo doma in po svetu poznanega in priznanega poznavalca jaslic, patra z Brezij, doktorja Leopolda Grčarja, ki se v teh dneh precej nahaja tudi na našem štajerskem koncu. Lepo pozdravljeni, pater Leopold. Hvala za povabilo. Zelo sem vesel, da smem biti tukaj na Štajerskem, odkoder sem doma, in v Mariboru, kjer sem postal tudi duhovnik. Kaj vas zadržuje več dni tokrat na Štajerskem? Vemo, da že 20 let delujete na Brezjah na Gorenjskem. Hvala za to vprašanje. Na Ptujski gori je letos vseslovenska razstava jaslic pod pokroviteljstvom Društva ljubiteljev jaslic Slovenije, in zato so me povabili, da sem bil na odprtju, da sodelujem pri tem čudovitem dogodku. Presenečen sem, da Ptujska gora, ki obhaja 600-letnico obstanka, delovanja, gosti to razstavo v popolnoma prenovljenih prostorih, kakor da je vse to pripravljeno prav za letos, za nas. Ste tudi predsednik ljubiteljev oziroma Društva ljubiteljev jaslic Slovenije. Ja, tudi to, ko je gospod akademik dr. Niko Kuret bil že zelo oslabljen, sem nekoč pokleknil ob njegovi posteli, pogovarjala sva se o jasličarstvu in takrat mi je zaupal, da to, kar želi njegovo srčno hrepenenje, je, da bi se ustanovilo društvo ljubiteljev jaslic, kakor ga imajo že skoraj 100 let drugi narodi, in da bi tudi začela izhajati revija Jaslice. Zdelo se mi je v tistem trenutku, da je to njegova oporoka in da moramo narediti vse, da željo tega velikega človeka, akademika, ljubitelja jasličarstva, poznavalca jasličarstva tudi uslišimo. Pater Leopold, vi ste naredili doktorat iz poznavanja jaslic, jasličarstva. Kako obsežno je to delo, kako naj to razumemo? Mislim, da ste edini doktor poznavanja jasličarske umetnosti oziroma znanosti. Kako se to imenuje? Pravzaprav, v kakšen okvir naj to damo? Poglejte, že od majhnega se mi je zdelo, če je Bog sam, druga Božja oseba, sama modrost, če se je Bog učlovečil in stopil med nas in prišel med nas v betlehemskem hlevu in bil po Marijinih rokah položen v jasli, če je on, večni Bog, dopustil, da so prvi, ki so ga obdajali, bili betlehemski pastirji, da je dopustil, da so k njemu prišle tudi živali. Izročilo nam govori, da ste v hlevu bila tudi vol in osel, in gotovo so s pastirji prišle tudi ovce. Potem sem globoko prepričan, da je to pot, ki vodi človeka v modrost, v globine. Poglejte današnje okolje in čas, v katerem živimo, ki tako hlepi po imeti čim več, imeti vse, nekaj pomeniti v javnosti. Jezus pa izbira drugo pot in nam pokaže, da je skrivnost človekove sreče biti z Bogom, ne pa imeti. Ker vse to, kar nagrabimo skupaj, nas hromi, nas
obteži, nam jemlje duhovni pogled, polet, vedrino, mir in veselje. Zato sem za temo doktorske disertacije izbral prav jaslice kot zgodovino jaslic in njihov oznanjevalni pomen. Ker vse to, kar Jezus je, kar Jezus dela, kar živi, to je luč in kaže pot na naši življenjski poti. Pomeni, da jaslice hočejo biti naš učitelj, magister na naši poti. In ko se človek pred jaslicami zamisli v to skromnost, v to siromaštvo, potem razume svetega Frančiška Asiškega, ki je novembra prišel v Grečo iz Rima, tistega znamenitega 1223. leta. In ko je videl, kako ljudje nosijo v sebi brezmejno hrepenenje po sreči, po miru, iščejo pa vse to drugje, ne tam, kjer se da najti. Je želel ljudem približati Božič na nov, edinstven način. Zato je prosil svojega prijatelja, ki je bil grof v kraju Grečo, naj v gozdno votlino, ki je pripadala k njegovemu posestvu, naj on kot gospodar Greča da pripeljati tja k votlini vola in osla, naj da pripeljati jasli polne sena. Tomaž Čelano, prvi življenjepisec svetega Frančiška, pravi, da je ta velikan duha izrazil željo: s svojimi rokami želim otipati tisto siromaštvo, ki ga je novorojeni odrešenik doživel, ko je stopil med nas, in s svojimi očmi videti to uboštvo, ki je obdajalo kralja nebes in zemlje, stvarnika, našega odrešenika, da si izbral to pot. In zares Giovanni Velita, ta gospodar Greča, je vse to naredil in na tistih jaslih se je darovala sveta maša ob polnoči 1223. leta. Pri tej sveti maši pa je stregel sam sveti Frančišek. On je bral tudi evangelij, ganjen od te bližine Boga, ki stopa med nas. In Giovanni Velita doživlja v tem trenutku, ko sveti Frančišek vzame v roke posvečeno hostijo, Giovanni Velita vidi, da se ta hostija spreminja v prebujajoče se Božje dete. Glejte, in danes, ko odpremo leksikone ali enciklopedije, povsod najdemo, da je ta datum 24. december 1223. leta začetek postavljanja jaslic. So bile to prve žive jaslice? Poglejte, to so bile žive jaslice, kakor si jih je zamislil Frančišek. To niso bile jaslice, kot jih poznamo danes. Takšne so v 16. stoletju postavili v Coimbri na Portugalskem jezuitje. In kmalu za njimi brat Kilian Hampel v Ljubljani, jezuit, postavi čudovite jaslice. Tako da se moramo zares jezuitskemu redu zahvaliti, da je ponesel v svet, v Evropo, ta način postavljanja, ki ga poznamo danes.
in bi želel, da ne bi bilo nobene hiše, nobenega doma na Slovenskem, ki ne bi letos postavil lepe jaslice. Preden nam boste razkrili še kaj iz zgodovine jaslic, morda najprej izvemo, kje pa se začenja vaše jasličarstvo. Nekako je že kot otroku dano ali pa mlademu človeku neke predispozicije, pravimo, za kasnejše uresničitve v življenju. Je bilo tako tudi pri vas? Spominjam se trenutka po drugi svetovni vojni, ko je katehet še prišel v šolo, zbrani smo bili v razredu in je na tablo narisal jaslični hrib in pod hribom majhno votlino. Tole risbo z 2 potezama imam še danes pred očmi. Visok jaslični hrib, spodaj majhna votlinica in glejte, te črte na tabli so me tako prevzele, da sem potem v okolici doma, kjer smo živeli, poiskal precej veliko skalo in sem jo z zadnjimi močmi privlekel domov. Potem sem pa želel v to skalo izklesati votlino. Koliko ste bili stari? Mislim, da sem bil takrat star 8 ali pa 9 let. Nad tisto votlinico sem iz slamic napravil majhen nadstrešek in nisem imel ničesar, da bi postavil v votlino. Iz stare nemške razglednice sem potem izrezal Sveto družino, pomeni Marijo, svetega Jožefa in Jezusa, in to lepenko, to prvo upodobitev jaslic, ki sem jo takrat doživljal, kot figurice sem postavil v to votlino. To je prvo, kar se spominjam. Prosil sem očeta, da bi šla v gozd, in ker ni bilo dovoljeno sekati smrekice, sva šla v mraku in oče mi je takrat rekel, še danes ga vidim, kako greva po poti, in mi pravi, morava poiskati majhno smrekico, takšno, ki je lepa samo na eni strani, da ne bi naredila gozdu škode. In res, našla smo nekaj, kar je bilo podobno smrekici, imelo je vejice samo spredaj. In ko sva to prinesla domov v bohkov kot, je ta smrekica bila tako čudovita, kot da je ena najlepših. Poglejte, pozneje sem v našem bloku, kjer smo stanovali, srečal tudi umetnika, ki me je naučil izdelovati figure, delati modele, tako da sem ulival jaslične figure, Marijo, Jožefa, Jezuška, potem kakega pastirja, pa nekaj ovčk. In to sem lahko naredil zase, pa tudi za svoje sošolce v razredu. Mislim, da je tukaj zibelka. Kaj pa sicer jaslice v zgodovini, kdaj so se prvič pojavile? Tudi brezjanska podoba ima pravzaprav, je podoba jaslice, ne? Poglejte, ko ste me vprašali, kdaj so se jaslice prvič pojavile. Poglejte, začetek jaslic je sama, resnična, prava betlehemska votlina. To so prve jaslice. Prototip vseh jaslic. Ta votlina, ki stoji še danes, kamor sta se zatekla Marija in sveti Jožef. Glejte, ta trenutek, ki so ga zagledali pastirji, že poprej opozorjeni
našli boste dete, povito in položeno v jasli. In ko so prišli, vodeni po angelu, ki jim je vse to oznanil, pravi evangeljsko poročilo, so zagledali to Božje dete, zraven pa njegovo mater Marijo in svetega Jožefa. Poglejte, od tukaj izhaja človekovo prahrepenenje, da ta sveti trenutek ovekovečimo, da vsak človek znova lahko zazrt v te podobe doživlja to radost. Bog me je tako ljubil, da je dal samega sebe v zameno zame. Ne samo takrat pred 2000 leti. Bog ponavlja ta prihod pri vsaki sveti maši, ko stopa na oltar. Pozneje najdemo prvo upodobitev božičnega dogodka že v katakombah. Tudi tam vidimo Marijo, kako drži Božje dete na rokah. Pozneje smo lahko začudeni, da najdemo v 2. in 3. stoletju in v 4. na nekaterih sarkofagih natančno uprizoritev jaslic božičnega dogodka. Preseneča nas to, da so 3 kralji oblečeni v prava perzijska oblačila s temi znamenitimi čepicami. In glejte, nekaj podobnega je bilo uprizorjeno tudi na svetišču v Betlehemu. In ko so Perzijci v sveti deželi zrušili vsa krščanska svetišča, ko so prišli s svojimi četami pred betlehemsko svetišče, so ustrmeli, ko so zagledali svoje prednike v njihovih oblačilih, in takrat so temu svetišču prizanesli. Potem imamo razne uprizoritve na reliefih. Potem seveda najdemo uprizoritve tudi v cerkvi Marija Maggiore, kjer hranijo po izročilu delček teh betlehemskih jasli, kakor to opisuje sveti Hieronim. Take jaslice, kot pa želimo danes videti pred očmi, pa imajo začetek v 16. stoletju na Portugalskem. Toda nikoli ne smemo ubiti, da to hrepenenje, ta želja biti zazrti v to brezmejno ljubezen, ki se učloveči za nas, to pa izhaja iz Frančiškovega hrepenenja in iz njegovih živih jaslic v Greči. Kaj pa najstarejše upodobljene jaslice v Sloveniji, na našem prostoru? Poglejte, v Gornjem Gradu, kjer je bil znameniti benediktinski samostan, je ohranjen pečat, ki je imel že v 13. stoletju upodobljeno sveto družino, upodobljen jaslični prizor, Marijo, ki polaga Jezusa v jasli, in v ozadju tudi 2 živali. To je naša najstarejša uprizoritev. Potem najdemo nekaj podobnega tudi na starodavnih freskah pri svetem Primožu in drugod. Seveda kot jaslice, ki so zapisane v kroniki jezuitskega reda v Ljubljani, kakor sem omenil, te je pa izdelal brat Kilian Hampel, ki je bil doma iz Porurja. V Ljubljani je bil zelo znan kot krojač, in ta človek
je izdelal, kot pišejo, zelo lepa oblačila. Te jaslice so bile gibljive in oblečene. Verjetno, da so merile 1,20 m v velikosti. Ko vas od začetka oddaje poslušam, vidim, da se preprosto ne da oddeliti te govorice o največji skrivnosti krščanstva, o Jezusovem rojstvu, od teh figur, od vseh teh upodobitev. Vsebina je tako zelo bistvena ob vsem tem. Ja, zares. Poglejte, v vsej zgodovini in danes, ko doživljam ob velikih razstavah, kot so bile v Ljubljani svetovna razstava jaslic, potem razstava Betlehemskega muzeja, pri teh izrednih razstavah, ki so jih želeli pred nami drugi narodi, pa smo jih mi v Ljubljani imeli prej, doživljam, da se ljudje dobesedno poistovetijo s posameznimi prizori. To, kar me je pretreslo v Ljubljani pri svetem Jožefu, je bil trenutek, ko sem želel še enkrat videti posamezne jaslice, pa zagledam neko gospo, ki pred enimi od razstavljenih tudi joka. Ko sem prišel do nje, sem jo vprašal: gospa, kako je? Ozre se in me pogleda in pravi: pater, prihajam iz onkološkega inštituta. Potem je naredila majhen premor in pravi: sedaj, ko premišljujem to bedo, to siromaštvo, to trpljenje, ta trenutek, ko je sveta družina bila odslovljena od vseh vrat, kamor je sveti Jožef trkal, doživljam, da je vse moje trpljenje malenkost ob primeri sveto družino. Zdi se mi, da potolažena odhajam od tukaj okrepljena z novo močjo. Poglejte, ta dogodek me je tako prevzel, da sem najglobje prepričan, da jaslice, ki stojijo v naših družinah že v adventu, predvsem pa seveda od svetega večera naprej, pa vse do 3 kraljev in do svečnice. Jaslice so v slovenski družini ali pa kjerkoli oltar. Tako svet oltar, da smo lahko v njega zazrti in prejemamo sporočilo: poglej, kako globoko k tebi je stopil Bog. Postal je človek kakor ti, tako majhen, da bi tebi dal moč, da se dvigneš. In ko vse to vemo in razmišljamo, potem vemo, da pred jaslicami ne moremo biti sovražni drug do drugega. Pred jaslicami ne moremo obsojati nikogar. Pred jaslicami se zavemo resničnosti Jezusove besede, spregovorjene Nikodemu: Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče ne izgubil, kdor vanj veruje. Poglejte, pred jaslicami se učimo potrpeti drug z drugim. Pred jaslicami se učimo, da zadržimo v nejevolji in jezi besedo, da ne zakovnemo, da ne uporabimo besed, ki niso vredne naših ustnic. Pred jaslicami se učimo, da drug drugemu prisluhnemo, ga poslušamo in da ga sprejemamo
takšnega, kot je, ker Jezus nas je sprejel tako. Kaj pa je bistveno za dobro pripravo, za celostno doživljanje Božiča in dejansko pripravljanje jaslic? Nekaj sem slišal, da se jaslice ne pripravljajo na zadnji večer, na sveti večer. Marsikje je pri nas še to navada. Ja. A veste, da strmim in se čudim, odkot vaša tako globoka vprašanja. Zares, Cerkev skozi tisočletja, skozi zgodovino 2000 letij postavlja pred Božič advent. Zato naredimo adventni venec s 4 svečami, ki predstavljajo 4 adventne nedelje. In poglejte, bolj ko se bo Božič bližal, več svetlobe bo, ker bodo na koncu gorele vse 4 luči. Skrivnost priprave je, da ta Božja luč, Jezus sebe imenuje, jaz sem luč sveta. Skrivnost priprave je, da pustimo naj v temo današnje vsakdanjosti posveti, vstopi brezmejna Božja luč. In glejte, ni Božiča, ne more biti nobenega Božiča, če nismo v svojem srcu pripravili jaslic. Tam, to pomeni, da opravimo dobro adventno spoved. Vsa skrivnost Božiča je, Jezus želi biti rojen v našem srcu prej, predno ga položimo kot figurico v jaslice. Vam rečem, nikoli v življenju nisem srečal in doživel bolj srečnih ljudi, kakor po dobri spovedi. Veste, na Brezjah doživljam nenehen Božič ob tej znameniti Marijini podobi, ki ima edinstven pogled na svetu. Kjerkoli stojimo v svetišču Marije, pomagaj pred to podobo, doživljamo, da je Marijin pogled zazrt prav v nas, prav v tebe. In Marijin pogled sprašuje, ali smem svoje in Božje dete položiti v tvoje srce. Zato doživljam, da lažje kot kje drugje ljudje prav na Brezjah opravijo zelo dobro spoved. In gledajte, to je potem Božič, to je potem radost, to je mir, to je veselje. Zavest, Bog mi je vse odpustil, Bog daje sebe v zameno zame, Bog me sprejema takega, Bog z menoj potrpi, čaka, da bo moje srce upodobljeno po njegovem. Pa vendar, pater, za spodbudo tistim, ki morda že dolgo niso mogli prestopiti praga spovednice, na kak način naj razumejo, da je potrebno povedati, da smo vsi grešniki, da vsi imamo slabosti in veliko grehov in napak, da bi morda ob tem Božiču vendarle prestopili prag spovednice. Vsi si želimo lepo praznovati Božič, vendar brez tega pogoja ga ne moremo, ne? Ga ne moremo. Tako, za spodbudo vam bom povedal dogodek, ko je naš pokojni pater Martin spovedoval otroke v Stranjah. Vsi razredi so čakali na vrsto in minevali so ure. Pater Martin je prišel iz spovednice za nekaj minut in je videl enega fantka, ki je jokal pred spovednico. Tega fantka je poznal, on ga je krstil, on ga je učil pri verouku, zdaj pa joka.
in ga vprašajo, ti, kaj ti pa je. In ta fant ga pogleda z velikimi očmi in pravi, grehe sem izgubil. Poglejte, imel je napisane na listku, morda je to napisala tudi njegova sestra, da mu je pomagala, in ta fantek ni mogel zdaj grehov najti in je jokal. Pater Martin mu reče, počakaj, ko pridem nazaj, boš ti to prvi in se bova pogovorila. Takoj, ko pater pride nazaj k spovednici, je ta fantek že tekal okrog, ves srečen. In pater Martin mu reče, glej, solze se niso posušile, ti pa se zdaj že smejiš. A prav, jih že imam? Kako jih imaš? Prav, sosedo mi jih je posodil. A si morate misliti, tole povem za pogum, za navdušenje tistim, ki ne najdejo svojih grehov. Veste, pred očmi imam zelo znanega, morda najbolj iskanega nevropsihiatra, ki mi je rekel, pater, kaj mi pomaga, če mi ljudje vse povedo, ne morem jim pa dati odveze. In ta primarij, ta zdravnik, ki so ga drugi zdravniki tako iskali, mi pravi, pater, vi bi moral biti z menoj v ambulanti, da potem, ko ljudje vse povedo, ko odpro srce in dušo, da bi jim vi dali odvezo. Ne? Glejte, ne morem pozabiti tega zdravnika, ki je odkril tisto najglobje, da človek brez odpuščanja ne more živeti. In danes najsodobnejša medicina odkriva, da je mesečna spoved najbolj uspešna psihoterapija, sploh terapija, ki ozdravlja duha, dušo in telo. Zato vam rečem, pohitite, ne odlašajte, ne mučite samega sebe. Sam grem k spovedi vsak teden, ker spoved, poglejte, to ni samo zaradi grehov. Spoved je zato, da poleg odpuščanja dobimo novo moč, nov polet, novo navdušenje, novo upanje za prihodnost. Drugačna bo atmosfera doma na sveti večer. Kako pa postavljamo jaslice? Na kak način naj se v družini morda dogovarjamo med seboj, kajti želje so verjetno različne, ne? Vsako vaše vprašanje me preseneča. Zelo dobro je, da družina sede skupaj, da ne gledajo več na uro, da se jim mudi, ampak da se pogovorijo, kdaj bodo šli po mah, ne takrat, ko zapade prvi sneg, ko pride zmrzal, ampak boljše je že v oktobru, ko je mah tudi nekoliko že bolj bogat. Ja, bolj bogat. In potem naberemo ne kakšne majhne koščke, ampak velike zaplate. Skalni mah je najbolj primeren za jaslice. Lahko tudi vzamemo kak košček velikega mahu, ampak ta bo služil kot grmičevje, ne? Za travico, za livado, za pašnik mora biti tanek, skalnati mah, približno iste barve, da je pokrajina potem zares domača. Potem se pogovorimo z ozirom na to, kakšne figurice imamo, ali bodo to domače slovenske, z ozadjem naših Karavank, Triglava, planin, ali pa bomo naredili jutrovske jaslice, kot pravi gospod Niko Kuret. Če imamo jaslice oblečene kot beduini,
kot ljudje na vzhodu, kot Arabci, potem moramo tudi pokrajino narediti bolj primerno za Orient in ne toliko vnašati slovenske elemente. Mogoče bi eno leto naredili jutrovske, to besedo zelo rad uporablja gospod akademik Niko Kuret, ali pa prave domače slovenske, gorenjske. Videl sem tudi jaslice v okolici Ljubljane, kjer so bili prikazani moštiščarji. Vidite? Ali bi se naj s temi jaslicami približali verjetno bolj tistim resničnim v Betlehemu? Ja, sam nagibam k temu, če hočemo postaviti pred naše srce in dušo in pred naše oči pravi betlehemski dogodek, raje vidim, da je pokrajina vzhodna. Ali je sneg primeren? Nekje sem videl, da imajo vse zasneženo, vse poljane in tako. Verjetno takrat, ko se je Jezus rodil, ni bilo snega. Tam ga pa sploh ni menda, ne? V Betlehemu redko kdaj. V Jeruzalemu lahko pade. Včasih za spremembo so lepe, poglejte jih, poglejte. Prave zimske jaslice, ki jih je naš gospod Ratzinger izdelal pod Golico. Tam zapade precej snega in v tistem okolju, na tistih domačijah so tele jaslice podoživetje njihovega božiča od davnine pa do danes. Tele, naj poveva našim gledalcem, vse skozi že lahko spremljate prizore jaslic, slovenske razstave jaslic, ki je bila pred nekaj dnevi odprta v samostanu na Ptujski gori. Pater Leopold, vi veliko potujete naokoli, v frančiškanskem samostanu na Brezjah, kjer stanujete, imate menda stalno razstavo jaslic, ne? Ja, koliko razstav pa sploh je po Sloveniji v tem času? Zares. Vse povabim, kadarkoli čez leto, razen ponedeljka. Vsak dan je ta muzej odprt, vstop je seveda prost in tam si lahko ogledate preko 400 primerov jaslic iz celega sveta, od Paragvaja, Bolivije, Peruja, Mehike, pa vse do jaslic, ki so nastajale na Slovenskem. To, kje vse so jaslice v tem adventu in za ta božič, pa vas povabim, da vzamete v roke revijo Jaslice, ki bo izšla v teh dneh, sedaj je v tiskarni, in si boste natančno ogledali, kam vas lahko vodi pot, da si te razstave tudi sami svojo družino ogledate, da se zazrete vanje, morda celo, da jih primerjate in da spodbudite vašega kateheta, vašega gospoda župnika, da bo tudi v adventu prihodnje leto v učilnici postavil kratko razstavo. Ostaniva še malo pri postavljanju jaslic, nekaj praktičnih nasvetov za naše gledalce. Kako je potrebno razporediti figure? Ni vseeno, kako se razporedijo, kaj ne? Poglejte, vedno je središče jaslic sveta družina. In ta sveta družina mora biti najbolj razsvetljen prostor v celih jaslicah. Tako da že svetloba nas opozori, kje je središče, kje je, kam mora biti usmerjen naš pogled. Potem pa vse druge figure, ki jih porazdelimo po hribčku, po travniku, pred votlino, pred hlevčkem, morajo biti usmerjene s pogledom, z glavico, naravnost proti sveti družini. Ne, da nekatere figure gledajo proč, kot da so nervozne, skregane. Ne. Nekaj ni v redu. Velikokrat me zelo moti, ko vidim
da so ovčke razmetane po hribčku, kakor da so bolne. Ovčka se zelo rada drži v tropu. In tudi, če imamo samo 3, boljše, da jih postavimo skupaj. Če jih imamo več, naredimo mogoče 2 tropa. Ne? Tisto najmanjšo pa postavimo čisto v bližino novorojenega Jezuščka. Potem bi vas prosil in opozoril, kako naredite pastirski ogenj. Včasih vidim, da kakšna žarnica gori kot ogenjček, polena so pa zložena okrog tega plamena, tako kot da bi nekdo nasekal, narezal koščke lesa. Poglejte, to moti. Če želite narediti pastirski ogenj, vam svetujem, da najprej posujete tisti košček jaslic s peskom, z drobnim. Nato nasujte nekaj pepela. Potem v sredini je ta utripajoča jasli žarnica kot plamenček, okrog pa položite ožgana polena. Tako da vsako polence, vsak košček lesa najprej na plamenu sveče temeljito ožgete, okadite, in ko taka polena položimo okrog te žarnice, to pa postaja že pravi ogenj. Gospod Niko Kuret me je opozoril, da lahko naredimo čisto natanko razvlečen kosmič vate, ki ga namestimo na tanko žico, in toplota žarnice vpliva, da tisti kosmič na tanko razvlečen se premika, kot da je košček dima, kot da je dim. Če je žarnica dovolj topla, to zelo dobro učinkuje, in v daljavi bi človek v polmraku mislil, da se res iz tega ognja kadi. Pater Leopold, tudi zvezda Repatica še ni v jaslicah na sveti božični večer, kaj ne? Vi tako sprašujete kot strokovnjak. Zares, zvezda Repatica, ki jo poznamo tudi v jaslicah, se pojavi šele 5. januarja, na 3. sveti večer. Takrat postavimo angela, ki je bil do sedaj nad hlevčkom, ga postavimo drugam in na tisto mesto lepo namestimo zvezdo Repatico v spomin na dogodek, ki ga črpamo iz evangeljskega poročila, da so modri na vzhodu videli zvezdo, in ti ljudje so učenjaki, zvezdoslovci, učitelji kraljev, učitelji naroda. Ti ljudje, ki so natančno opazovali nebesne pojave, so iz najrazličnejših prerok zaslutili, da je v Judeji rojen kralj, ki bo vladal na svetu. In premislite, ti ljudje tvegajo zelo nevarno pot in pridejo do Jeruzalema. Tam pa začno spraševati, kje je judovski kralj, ki se je rodil. Videli smo njegovo zvezdo na vzhodu in smo se mu prišli pokloniti. In ves Jeruzalem se je prestrašil. Ko so to sporočili kralju Herodu, je ta samodržec, ta strahotni vladar, ki je dal ubiti svojo ženo in otroke zato, da bi ohranil prestol, ko on zve, da naj bi bil rojen nov kralj,
skrbno povpraša učenjake Svetega pisma, kje je to zapisano. In kmalu mu povedo natančno prerokbo, ki pravi: ti Betlehem, najmanjši med Judovimi mesti, iz tebe bo izšel vojvoda. In kralj Herod pokliče modre k sebi in jim pove: pojdite v Betlehem, skrbno poizvedite, potem pa mi sporočite, da ga pridem tudi jaz moliti. In premislite, ta Herod želi samo zvedeti, kje, zato da ga bo uničil. Ali se med jasličnimi prizori kdaj pojavi tudi morda prav to, o čemer sedaj govorite, pomor? Imamo nekaj primerov na svetu, kjer so natančno prikazali tudi pomor nedolžnih betlehemskih otrok. To je nekaj tako nezaslišanega, takšna bolečina, da vladar, ki bi moral varovati vsako spočeto in nerojeno življenje, gre in sam pobija. Potem, ko so modri se uddaljili od Jeruzalema, naenkrat zagledajo spet zvezdo, ki so jo videli na vzhodu. Pravi svetopismo, da so se silno razveselili. In ta zvezda je obstala nad neko hišo v Betlehemu. Družina se je že iz votline preselila v nek dom in modri pridejo tja, najdejo dete Marijo in Jožefa in padejo pred tem božjim detetom na kolena in odpro svoje zaklade, ter mu darujejo zlata velikemu kralju, kadila pravemu Bogu in miro, to je posebno mazilo, za njegov pogreb. Poglejte, ti učenjaki, ti modri, ti predstavniki drugih narodov vedo, da je ta otrok pred njimi učlovečeni Bog, stvarnik, vladar nebes in zemlje, večni veliki duhovnik. To dete pred njim je učlovečeni Bog, ki bo za nas trpel in umrl. To pomenijo ti darovi. In glejte, ti modri so potem v spanju opozorjeni, naj se več ne vračajo k Herodu. In oni se takoj po drugi poti vrnejo v svojo deželo. In s svojimi vohuni, ki jih je imel Herod veliki povsod, zve, da so modri že odšli. In takrat izda to povelje vse dečke v Betlehemu in v okolici, stare do 2 let, je treba umoriti. Veste, mene vedno pretrese, da ta Herod, ki je izvršil tak zločin takrat, je potem umiral živ, razjeden od črvov. Jožef Flavij pravi v zgodovinskih zapisih, da so kriki, ki so trgali prostore, kjer je umiral, bili tako strašni, da so sužnji bežali proč od njega. Poglejte, tako umira likvidator. Tako umira človek, ki ubija nedolžne ljudi. In obratno, pravičnik. Tako. In danes bi prosil vse, da ne bi bilo nobenega splava več v našem narodu. Da bi nobeno materino srce več ne zajokalo nad izgubljenim otrokom.
Veste, ta dogodek nam kliče v spomin, spoštujmo življenje, od spočetja do naravne smrti. Iz jaslic se učimo živeti vsak trenutek. Vsi vidiki življenja, ki so pred nami, nas prav iz jaslic učijo, kako naj bomo hvaležni za dar življenja, ki nam je podarjen, kako naj ga ohranjamo in kako naj ga posredujemo tudi drugim. In glejte, v spomin na ta obisk 3 kraljev, ne vemo, če so kralji, vemo, da so bili modri, ampak naše izročilo jih omenja tudi z besedom kralji. In zato ob zvezdi, ki jih je spomnila, vodila in usmerjala, damo nad jaslice zvezdo, repatico. Ob koncu oddaje se zaustaviva še malo pri liku Marije, Božje matere. Morda si ljudje drugače predstavljamo njeno življenje, ko je še živela na zemlji. Prej ste dejali, Božjemu detetu je že bilo določeno, kako bo zaključil svoje življenje. In njegova mati je gotovo zaradi tega že od začetka tudi trpela. Ja. Iz srca vam hvala, da ste postavili vprašanje o Mariji. Poglejte, čudo slovenskega naroda in dežele je to, da imamo kot edinstven primer na svetu toliko Marijinih cerkva, Marijinih kapel, Marijinih svetišč. Poglejte tudi narodno svetišče na Brezjah je marijansko in tam Marija Pomagaj čaka dobesedno na vsakega Slovenca. Ob njej se učimo ceniti in spoštovati svobodo, domovino, deželo, starše, učitelje, vzgojitelje, vse. Drug drugega. Kolikokrat mi povedo ljudje, iz Brezij so odhajali v tujino, iz Brezij so odhajali v izgnanstvo in ko so se vrnili, je bila prva pot k Mariji na Brezje. In če se sedaj zazremo v njeno življenje, vemo, tako je izročilo cerkve, da sta starša, sveti Joachim in Ana, po zaobljubi, ker sta to hčerko dobila tako pozno. Celo življenje sta prosila za tega otroka. S 3 leti sta jo odpeljala v tempelj. Poglejte, tam se je Marija vzgajala in učila ob najboljših poznavalcih Svetega pisma. Po preroku Izaiju je natančno vedela, koliko bo odrešenik trpel. Da bo mož bolečin, da bo daritveno jagnje, da bo žrtev, ki bo izkrvavela za nas. In ko Marija sprejme oznanjenje nad angela Gabriela, da je izbrana za Božjo mater, sprejme nase to brezmejno trpljenje in bolečino, da bo ona mati tega darovanega jagnjeta. Poglejte, ta bolečina, da ne najdete prenočišča, da človek nima srca za to družino, ki trka v tej težki uri na vrata Betlehemčanov, pa ker sta uboga, jo nihče ne sprejme. Svetopismo bo pozneje zapisano, v svojo lastnino je prišel,
a njegovega niso sprejeli. Kakšna bolečina v tisti noči, ko sveti Jožef jasno zasliši sporočilo: vstani, vzemi dete in njegovo mater še to noč in beži v Egipt. In sveti Jožef v tej noči mora zbuditi Marijo, da bežijo skozi puščavo proti Egiptu, ki še danes dobesedno požira ljudi. Poglejte, kakšna močna je morala biti vera Marije in zaupanja. Ta otrok je Božje dete. Je Bog sam in Herod mu streže po življenju. Poglejte, kakšno moč ima hudobija tudi danes. Toda ljubezen je močnejša. Zmaguje. Vam rečem, moja izkušnja na Brezijah je, da nihče ne pride k Mariji, ne da bi se bogatejši vračal domov. Kadarkoli vas bo pot vodila proti Bledu, zaustavite se, že na avtocesti imate čudovito podobo bazilike na Brezijah, stopite k Mariji. Vedno ste dobrodošli, pred njo boste, kakor da si samo ti, kakor da samo tebe čaka. Pater Leopold Grčar, izvedel sem, da vam poleg Jezusovih znamen veliko pomenijo tudi Marijina. Menda čudodelna svetinja ima v vašem življenju posebno mesto. Zakaj? Vidim, da imate zelo dober spomin. Poglejte, med drugo svetovno vojno, nekega jutra, morda sem bil star 5 ali 6 let, mi oče reče: pripravi se, greva v Sevnico. Imela sva precej dolgo pot in z veseljem se takoj pripravim. Na glavo sem dal majhen klobuček, bil je zelenkast slamnik, in ko sem bil pripravljen, nenadoma pride mama k vratom in mi reče: najprej se odkri, poljubi svetinico, potem boš pa odšel. A veste, da še danes čutim, kako sem se razjezil, kaj se mama vtika v vsako stvar. Ampak mama stoji med vrati. Pravi: odkri se in poljubi svetinico. Moral sem ubogati. Odkril sem se in sem moral zelo globoko skloniti glavo, ker svetinica je bila na kratkem sukancu in sem komaj dosegel ustnice, da sem svetinico poljubil. V tistem trenutku, ko sem imel glavo popolnoma sklonjeno, pa začutim, da mi je nekaj padlo po čelu in obrazu, nekaj je spolzelo iz las. Poglejte, v tistem klobučku, ki ga nisem rabil cele tedne, je bil velik škorpijon. V tistem trenutku mi je padel po obrazu in še danes vidim mamo, kako je prebledela in se zagnala, da ga je ubila. Še danes vidim, kako je imel že dvignen rep. Glejte, ta škorpijon bi me lahko čez nekaj minut pičil, če ne bi se sklonil in poljubil svetinice in bi bil mrtev. Čeprav je mama želela poskrbeti le za vašo varno pot, verjetno, ne? Tako. Poljubi svetinico, odkri se in jo poljubi, predno greš. In premislite, tisti dan, okrog enih sva se z očetom sama, popolnoma sama na cesti vračala proti Logu. In nenadoma alarm.
sama na cesti, nikamor se nismo mogla umakniti. In glejte, letala so se tako hitro bližala in eno izmed letal se je spustilo tako nizko, da še danes vidim 2 vojaka v kabini. In glejte, nenadoma eden od njiju začne streljati z avtomatskim orožjem. V tistem trenutku me oče zagrabi in vrže vojarek ob cesti. Streli so bili tako močni, da je pesek iz ceste metalo v jarek. Tudi oče je skočil v ta jarek, letala so odletela, ko je bil popoln mir, se oče dvigne, me postavi na cesto, me očisti in glejte, tisti dan bi že drugič moral biti mrtev. Verjamete, da je bila to Marijina zaščita? Glejte, po toliko letih šele sedaj doživljam. To je bila rešitev na mamino besedo. Poljubi čudodelno svetinjo, poljubi svetinico brez madežne, tisto preprosto aluminijasto, brez verižice na nekem sukancu. In ko sva z očetom šla naprej, sva daleč zagledala, kako mama stoji na pragu in čaka. Mama, hvala, da si me opozorila, da si me usmerila k Mariji. Hvala, da si zahtevala, naj se odkrijem in poljubim svetinico. In danes tebi, Marija brezmadežna, izrekam zahvalo, da si me tolikokrat, posebej pa ta dan, na tako čudovit način ohranila. Tudi danes na nas in na naše otroke prežijo različne, drugačne nevarnosti. Tako. Verjetno bi bilo tudi dobro, da bi otroci nosili kakšna božja znamenja, blagoslovljena, križec, svetinico. Poglejte, kadarkoli vidim, kaj vse obešajo ljudje, veste, zaboli me pri srcu. Danes so večje nevarnosti, kot smo jih imeli takrat. Vidim, doživljam to, kar mi ljudje povedo. Te oddaje na televiziji, potem na internetu, so tako pošastne, tako ubijajo srca in duše otrok in mladine in odraslih, da prosim Boga, naj ljudem podeli moč Svetega Duha, da bodo znali izbirati ne samo slabo in dobro, ampak izbirati, kar je boljše in se varovati tega, kar je slabo. Spominjam se zdravnika, ki nam je pri predavanju rekel, pazite, kaj ljudje gledajo. Če je to pornografija, gre v podzavest in ljudje postanejo napeti, razdražljivi, vzkipljivi, nezadovoljni, mrki, pa ne vedo zakaj, ker nosijo ta strup v sebi. In danes zelo prosim ljudi. Poglejte, ko se je Marija brezmadežna v Parizu v Rue Bac razodela Katarini Labore, je kot sporočilo svetu prosila, naj ljudem povedo, da želi ljudi varovati. In premislite, pariški kardinal in nadškof je verjel. In prve svetinice, ki so bile skovane, kakor jih poznamo danes, prve je on vzel. Vedel je, da umira odpadli duhovnik. In sam je šel k njemu. Ko je šel prvič,
ki ta umirajoči ni hotel sprejeti. In takrat se je ta škof in kardinal tako obrnil k Mariji in je rekel, potrdi, da to, kar si govorila Katarini Labore, da je resnica. Ti potrdi. In ko je šel drugič s to svetilnico k temu človeku, je ta popolnoma spremenjen. Prejel vse zakramente in skesan, spravljen z Bogom, umrl. Marija je mogočna priprošnica pri Bogu. Najbolj mogočna. Pater Leopold Grčar, povejte nam še, kako boste praznovali letošnji sveti večer. Boste v vašem samostanu ali kje drugje? Boste postavili kakšne jaslice? Poglejte, teh 400 jaslic, ki so v muzeju, to je nenehen božič na Brezjah. Potem bomo postavili jaslico seveda v cerkvi, z usmeritvijo na Evharistijo, na Evharistični kongres in nekaj novega. Postavili bomo tudi v novem okolju jaslice pred baziliko na tem trgu. Kaj pa sveti večer v vašem samostanskem okolju, v vaši samostanski družini? V naši samostanski družini je svet večer zares radost. Po tisti skromni večeri se še enkrat zberemo v obednici, kjer bomo postavili posebne jaslice, potem luči ugasnemo in pred jaslicami zmolimo skupaj rožni venec, zapojemo božične pesmi, tako da smo zazrti v božični dogodek, uprizorjen, upodobljen v teh jaslicah v obednici. Tale knjiga, Jaslice, pater Leopold Andrej, ste bili krščeni na Andreja Grčar, OFM, Ordum Fratrum Minorum. Ordinis Fratrum Minorum, Pomeni red manjših bratov, frančiškanov. To je torej vaša doktorska dizertacija. Tako. Se jo da kupiti še kje? Ja, lahko. Na Brezjah. Na Brezjah, le na Brezjah. V našem romarskem uradu. Torej, spoštovani gledalci, če želite izvedeti veliko o jaslicah, o zgodovini, o vsem pravzaprav, kar se tiče jaslic, verjetno tudi svetega večera. Tudi. Ja, boste našli v tej čudoviti knjigi, ki je opremljena z mnogimi fotografijami. Jaslice je naslov avtorja, torej našega današnjega gosta, patra doktorja Leopolda Grčarja. Čutim ob koncu te oddaje, da se še bolj veselim letošnjega božiča. Hvala. Navduševali ste nas in veliko lepega povedali. Upam, da je tako tudi pri naših gledalcih. Iz srca vam voščim blagoslovljene božične praznike, polne miru, veselja, navdušenja in sreče. V novem letu vam pa svetim Frančiškom ponavljam njegove besede, želim vam mir in vse dobro. Najlepša hvala, tudi vam lepo praznovanje in veliko trdnega zdravja še naprej. Pa upam, da se čim prej spet srečamo tukaj v našem studiu. Mogoče res. Hvala. Hvala, Gospod. Sem presenečen.